Če niste prepričani, katero fleksibilno gred in verige za čiščenje otokov uporabiti, je ta video za vas. Pokrili bomo naslednje teme. Izbira pravega vrtalnika, povezovanje vrtalnika z vašo fleksibilno gredjo, uporaba prave fleksibilne gredi za vaše specifične namene in seveda nekaj o prednostih različnih vrst verig. Uporabite lahko tako kabelski kot brezžični vrtalnik. V obeh primerih se prepričajte, da ne uporabljate funkcije udarnega delovanja na tem vrtalniku, saj bo to povzročilo poškodbe vaše fleksibilne gredi in seveda tudi vaših bitov na koncu. Če boste uporabljali brezžični vrtalnik, se prepričajte, da dobite dodatne baterije, saj je to precej pomembno. Zdaj, dokler ima ta vrtalnik 1,0 mm čeljust, torej lahko sprejme sevder, ki je 10 mm v premeru, boste v redu. 10 mm je 3/8 palca. Potrebujete vrtalnik, ki ima drsno čeljust ali omejevalnik navora. To ni dejstvo, vendar ima na splošno kovinska čeljust običajno boljšo funkcijo drsne čeljusti kot plastična. Vaš vrtalnik mora imeti med 30 in 70 Nm navora ali džuli. In želite hitrosti v razponu od 900 do 2000 obratov na minuto. Najbolje pa je, da gre za vrtalnik z variabilno hitrostjo. Razlog za to je, da se pri višjih hitrostih verige za čiščenje otokov centrirajo z osrednjo silo goriva, medtem ko pri nižjih hitrostih poskakujejo po notranjosti cevi. Tako boste navigirali skozi križišča in ovinke. Pokažem vam, kako povezati vašo gred z vašim brezžičnim vrtalnikom. Kot lahko vidite tukaj, imam povezovalni gredi in ta povezovalni gredi uporablja 6 nastavitvenih vijakov, da drži gred zaklenjeno v adapterju. To se nato prilega vašemu brezžičnemu vrtalniku. Lahko dobite tiste, ki so stisnjeni v položaj. Ti so precej priljubljeni, vendar je slabost stisnjenih povezovalnikov gredi ta, da so nagnjeni k zlomu. In seveda, ko ga morate zamenjati celo gred ali kupiti povsem nov adapter, da zamenjate ta del. Tisto, kar je pritrjeno z nastavitvenimi vijaki, je v bistvu le odvezano, skrajšano in nato ponovno pritrjeno, hitro in enostavno, kar vas spravi v pogon. Na drugi strani tega adapterja gredi imam zaklep gredi. In uporabljal sem ta zaklet gredi, da ohranim manšeto tukaj in manšetno ležaj, čim bližje viru moči. Razlog, zakaj to počnem, je, da, recimo, naletim na trdno oviro z eno od svojih verig za čiščenje otokov, bo inercija tega trenutnega ustavljanja prešla skozi fleksibilno gred in se vrnila naravnost do vašega adapterja, ki je zdaj povezan z vašim brezžičnim vrtalnikom. Seveda bi se morala vaša drsna čeljust povezati z vašim vrtalnikom, vendar, če se to ne zgodi, obstaja tveganje, da se bo vrtalnik vrtel in bi lahko povzročil poškodbe. Zdaj je malo verjetno, pa vseeno veste, da je bolje biti previden kot obžalovati. Zato manšeto držim čim bližje koncu vrtalnika. Da bi, če bi se na primer slučajno upognila, manšeta sama nudila malo dodatne zaščite in preprečila, da bi se ostra konika upognila tukaj. Običajno, če se gred upogne, kot pravim, je to zelo malo verjetno in zelo redko, vendar če se to zgodi, je običajno v tem območju tukaj. Pri izbiri fleksibilne gredi je treba upoštevati 3 dejavnike. Prvi dejavnik je premer cevi, v kateri boste delali. To je prav tako pomembno kot druga razmisleka, ki je poprečno število zavojev, ki jih imate na tem cevi. In tretja stvar, ki jo je treba upoštevati, je, koliko pogovora bo od vas zahtevano. Na primer, če boste odstranjevali maščobo, mokre robčke ali majhne korenine, je veliko manj besed potrebno za zaključek te naloge, kot bi jih potrebovali za opisovanje odstranjevanja tuberkulacije ali struvita ali česa podobnega. Torej, ti 3 dejavniki določajo, katero dolžino in premer gredi bi morali izbrati. Tanjša gred je bolj fleksibilna, vendar to pride na račun navora. Medtem ko lahko debelejša gred ima več navora, a je zato manj fleksibilna. To pomeni, da na primer ne boste mogli usmeriti polpavčne ali 1,2 mm gredi skozi dvopalično spojko, ker je radij upogibanja polpavčne gredi veliko večji od radija upogibanja dvopalične spojke. Kot splošno pravilo, raje uporabljam 6 mm gred
ali četrtinsko gred za vaše dvopalične cevi. Ko gre za cevi s premerom 3 in 4 pelsi, bi v tem primeru nadgradil na 8 mm gred, kar je 5,1,6 palca. In to je, seveda, če je več ovinkov. Če je ovinkov manj in potrebujem več navora, bi to nadgradil za 4 določmi cev. To bi nadgradil na 1,0 mm, kar je 3,8 THS, inčna gred, ker ima več navora. In razlika v fleksibilnosti ni tako velika. V resnici je 1,0 mm moja najljubša gred. Vendar pa, ko prehajate z 4 na 8 palčnih cevi, želite uporabljati 1,2 mm ali polpalčno gred. Še posebej, če boste odstranjevali struvit, tuberkulacijo, apnenčaste obloge iz urina in podobne stvari. Kar zadeva izbiro ustrezne dolžine gredi, vam lahko zagotovim, da daljša ni nujno boljša. Razlog, zakaj to pravim, je, da so te gredi bolj učinkovite na krajših razdaljah. Daljša kot je vaša gred, več moči boste potrebovali za prenos te moči na orodje na drugi strani. Zato priporočam, da izmerite povprečno razdaljo od vaših dostopnih točk in dobite gred, ki je prav te dolžine. Če potrebujete dodatno dosego, si lahko vedno priskrbite povezovalni gredi. Izgleda tako in v bistvu lahko na eni strani povežete eno gred, na drugi strani pa drugo gred, kar vam omogoča dodatno dosego. Dejansko imajo povezovalniki gredi celo sposobnost, da sprejmejo gredi različnih velikosti, torej lahko imate, na primer, pol inča, ki vam daje moč vse do določene točke, nato pa 3/8 inča, ki vam omogoča večjo prilagodljivost naprej, tako da je manj tistega, kar mora vaš brezžični vrtalnik potisniti. Večina izkušenih uporabnikov kupuje 2 ločeni gredi, specifično zato, ker je manj za prenašati na terenu. Hkrati pa je druga prednost ta, da če slučajno upognete to gred ob poti, imate v svojem kombiju na voljo še eno gred. Lahko ga preprosto zberete, nadaljujete z delom in v kasnejši fazi odrežete tisti ukrivljeni del ter ponovno priključite svoj povezovalnik gredi za vrtalnik. Torej, pogovorimo se malo o različnih vrstah verig ter njihovih aplikacijah in prednostih. Tukaj je na primer krožna veriga. Krožna veriga je najboljša za funkcijo odstranjevanja vodnega kamna. Razlog je, da ima ta veriga, kot lahko vidite tukaj, veliko trdih delov pritrjenih na rezalni rob in rezalni rob je veliko večji, kar pomeni, da je v vsakem trenutku na notranjem premeru, notranji površini cevi, več zob kot pri običajni verigi. Zdaj ima krožna veriga, kot je ta, trde kovinske delce, spojene na robu, kar pomeni, da je boljša za vitrificirano glino ali light železo. Imamo enako različico za PVC cevi. In, kot lahko vidite, nima trdih kovinskih delov, združenih z zunanjim premerom ali rezilom te verige. Ta krožna veriga bo na voljo v različnih velikostih. Tukaj, na primer, imamo 4,5 in tukaj je 3%. Kot lahko vidite, je ta majhen 3-palčni očitno namenjen PVC-ju, medtem ko je ta majhen 2-palčna tukaj namenjen čiščenju dvopalčnih, litih železnih ali vitrificiranih glinenih cevi. Torej, to so krožne verige, predvsem za odstranjevanje oblog. Preden preidem na druge verige, bi rad opozoril, da imajo zelo pogosto stranke kombinacijo vrtalne glave s krožno verigo, da imajo rezalno rob na sprednji strani. Tako lahko te verige kombinirate z drugimi različnimi vrtalnimi glavami, da imate prednosti rezalnega roba spredaj. Torej, naslednja veriga, ki jo imamo, je za normalno odstranjevanje zamašitev. Znova imate verige, ki imajo na sebi trde kovinske delce. Tukaj imamo X-tit. Naš najbolj agresiven in tukaj je krovkov, ki ima na sebi majhne zobke. Te verige za čiščenje otokov, za odstranjevanje blokad bodo prišle bodisi z vrtalno glavo, bodisi brez vrtalne glave, kot je ta, kot lahko vidite. Ena ima vrtalno glavo, druga pa je nima. Glave vrtalnikov včasih kupci kupujejo ločeno glavo vrtalnika in jo postavijo nižje po gredi, da imajo večjo sposobnost, da je bolj fleksibilna, se upogne in navigira skozi spojke. Ampak
V vsakem primeru je to tudi osebna izbira. Pomembno je, da se spomnimo, da te gredi obstajajo v dveh različicah. Ta tukaj je vaša težka veriga. V nasprotju s to tukaj, ki je lahka veriga, razliko med tema verigama lahko vidite. Če jo pogledate tako, težka veriga je očitno težja, medtem ko je lahka veriga tanjša in manj gosta. Razlog, da imamo lahke in težke verige, je, da težka veriga zahteva veliko več moči. In to je lahko težko, ko delate z 8 mm gredjo ali 6 mm gredjo, eno od manjših gredi. Zato lahka veriga pomeni, da zahteva manj navora za vrtenje te verige. Tudi lahki modeli imajo vrtalne svedre, bodisi na koncu, bodisi brez vrtalnih svedrov, to je spet osebna izbira. Ugotovili boste, da bodo cevi manjšega premera imele le 2 sklopa povezav, medtem ko bodo cevi večjega premera imele 3 sklopa povezav. Vaše zelo majhne cevi, kot je ta, bodo imele le en sklop povezav. Kot lahko vidite, pa so na voljo tudi v različici brez trdih kovinskih delov združenih z rezalno robom ali s trdimi kovinskimi deli združenimi z rezalno robom. Nazadnje bi rad govoril o naši mini verigi za čiščenje potokov, ki jo lahko vidite tukaj. To je v bistvu majhen hb z zelo majhnimi količinami verig, namenjen, ki prihajajo v daljši različici, namenjeni za vaš dvapalčni otok. Imate tudi takšne z trdimi konikami, združenimi z rezalno robom, za odstranjevanje vodnega kamna iz cevi. To je nekakšna hibridna različica med vašo krožno verigo in običajno verigo, vendar namenjena manjšim cevam. Zadnja stvar, na katero bi rad opozoril, je krovkomol. Krovkomol je na voljo v 3 različnih velikostih 30, 40 in 50 mm in se razlikuje po velikosti gredi. Prosimo, upoštevajte, da tega velikega ne boste mogli namestiti na 8 mm ali 5,1,6 gredke. Zahteva veliko več navora, da obrnemo nekaj tako težkega. So izjemno agresivni in se predvsem uporabljajo za obnavljanje spojnih točk ali mletje, zelo trdi za mašitev, neuspešnih oblog in podobno. Tako se zaključuje moje video. Upam, da ste ga našli koristnega. Če sem kaj izpustil, se ne obotavljajte, da nas kontaktirate moja spletna stran j.plumbertools.com ali, če ste v Evropski uniji, zurtools.com in če ste v Združenem kraljestvu, plumbertools.uk. Hvala, da ste gledali. Pazite nase. Adijo.